prostoru? Je že kdo kdaj klical v toplovod? Tega se ne prizna, ne. To je tako, kot če si hipster, to je treba zanikati. V redu. Gremo naprej. Miha, kakšno je tvoje... Sprosti se. Ne, se to mi je všeč. Kakšno je tvoje geografsko poreklo? Boj, da si otrok migrantov. Imaš kar... Kakšnih migrantov? To boš ti povedal. Kakšne so tvoje korenine? Ja, če gremo so kar k tem pestre. praslovanom, smo vsi na nek način otroci migrantov. Ne. Ampak ja, moje korenine so relativno pestre. Ne. Moj domicil je Podgora nad Šentvidom nad Ljubljano. Moja mama prihaja iz Zagorja. Je iz, temu se reče, mešanega zakona, ker moj star foter prihaja iz ene uskoške vasi, tam Bušeča vas, kjer imajo še vedno v cirilici nagrobnike. To je po mamini strani, po očetovi strani. Bušeča vas na Dolenjskem? Ja, tam, ko imaš tisto jezero. Moj foter je iz Vrhovske vasi, tako da zelo blizu. Vsi smo v žlahti. Okay. Pol po očetovi strani imam pa nekaj češke krvi. Moja v bistvu stara mama je Čehinja, pa malo tudi avstrijske. Si mal Čeha. Ja, pa Avstrijca. Tako rad imam živo mejo na kvadrat, pa blazno me moč, če trava ni pokošena. Res. Boj, da si pred kratkim umislil kosilnico, či svojo kosilnico. Ne kosilnico, ne, motorno žago. Motorno žago. Bistvena razlika, kosilnico imam že. Ja, zdi se mi, da vsak moški potrebuje motorno žago, ne. To me je pa naučil moj prijatelj, ki je tudi prisoten tukaj v prostoru. Ima pa to sposobnost, da zna na kilometer ali pa več ločiti štilerco in Husqvarno in tudi diagnosticirati, kaj narobe. To je kar uporabna veda. Drugače dela pa doktorat iz ekonomije. Super. Kaj je hotel biti Mihi, ko odraste? Ja, kakšne želje si imel? Tako, gasilec, pilot, policaj, vojak, Tito. Tito? Ja. Ne vem, tako v vrtcu sem dejansko ful k tem uniformam gravitiral. Ne. Ker so puncam všeč uniforme? Ne, ker so puncam, takrat še ni bilo tega libida. Ne. To je bil ta, ne vem, takrat je bil še ta ob nedeljah nek programski pas, ki je bil namenjen tej jugoslovanski armadi, ne. In tam so se pač non-stop rolali te partizanski filmi in valjda so bili oni ta glavni. So te nagovorili. Ja. Roni je dal odlično vprašanje zadnjič zate in sicer katere posterje si imel v sobi, ko si odraščal, ko si bil najstnik? Ja, vse, ne. Elaboriraj. To je bilo tako, recimo, rečemo, najstnik sem bil, če sem 74-letnik, recimo sem bil najstnik, ko sem bil 13, znaj bilo to zračunati, ker ga leta je bilo to. 87, ne, ja. No, recimo, takrat je bil tako revija Bravo, ful redka dobrina, tako da si kar pač nekritično izrezal vse, ne. Spomnim se, da sem imel tako poster od YouTube, kjer je gor pisal Bono, Mesija, Oder, šarlatan. Pa imel sem enega od Curov, pa še prej v tem otroškem obdobju sem imel pa ful teh cigaretnih škatlic. Pa Pixen od Fante, pa Coca-Cole. Any reason? Zakaj? Ja, ker je bila takrat Celovška cesta je bila pravzaprav glavna vpadnica in prodor teh, rekel, zahodnih turistov, ki so se iz boljših teh družbenih ureditev vozili k nam na morje in je bilo pol na teh počivališčih oziroma avtobusnih postajah v kantah vedno mogoče najti to robo. Ne. Recimo tako pol-litrška od Fante si lahko, še prav ena serija je bila, ko so bili gor ti Disneyevi junaki, to si lahko zamenjal za marsikaj, recimo za 5 Marlboro škatlic. Običajnih, ne, pri 100S je bila malo drugačna menjava, ampak to je bilo to. Super. Znano je, da imaš brata, Ja. ki je vsaj tako kul kot ti, če ne boljš. In če bi se strinjal. Kako se razumete in kako se spopadate s tem, da je en bolj znan kot drugi in obratno? Pa s tem se sploh ne spopadava, še vedno je on moj mlajši brat, ne.
Tako da se najne debate največkrat začnejo z mojim stavkom, a veš, kvap ti mogo, ne. In polom pizdi, da mu jaz ves čas solim pamet, ampak še vedno me hodi spraševati, ne. Tako da neka avtoriteta ostaja še vedno. Tepeva se ne več. Zakaj ne? Ja, ne vem, kot mulca sva se ful tepla, jaz sem mu zlomil nos, potem sem mu enkrat prva 2 zoba zbil, ampak to mu nisem za nalašč, z nekim takim doma narejenim šurikenom. A veš, jaz sem kot otrok blazno rad, to je moj problem, ne? Jaz nikdar v življenju nisem imel neke vizije, kaj bi rad počel. Jaz sem bil tako res v 3 dni, ne. Prideš iz šole, kaj pa bi, ne. Ja, nič, bom pa en šuriken naredil, ne. Ali pa brusli palčke. In sem ga. In potem sem to testiral in sem odbil prvo. No, skratka, blazno sva bila tako v tem formatu zgoščene ljubezni, ne, se pravi fizične, dokler mi ni on enkrat kvalitetno onesposobil, takrat naprej sva pa samo še tako občujeva z besedami. Ja, zdaj smo počasi prišli do muzike, do 90-ih let, do ansambla bratov Šalehar. Ja, res je bilo. Baby Watch. Tako je. Daj nam kaj povej o tem. Ja, to je tudi en tak produkt te brezveznosti, ne. Kaj češ početi, ko si mulc in ko bi se rad zbližal z nasprotnim spolom, kot da začneš kitaro igrati, ne. In sem začel kitaro igrati in seveda, to so bila tista krasna 90-ta leta, ne. Naši fotri so nas osamosvojili in pravzaprav špilaš nek rock'n'roll. Si našel smisel v tem za tisti čas? Ja, za par let. Pa mi pa dejansko, ne, sej muzika je super stvar, še vedno jo imam ful rad. Ampak v nekem trenutku sem ugotovil, da sem za klasiko prepozen, za jazz mogoče malo prekratek, ne, tudi kar se nadarjenosti tiče, ne. Da bi pa tam nekako po 25. letu z nogami na tako 45 stopinj stal na odru in prepeval v nekih, kako bi bilo zdaj fajn, če bi ti meni dala, ker sem jaz glih spil 2 pera. Pri 25 bi bilo to že... Ja, meni se je že to takrat zdelo katastrofalno, ne. Tako da pol sem nekaj časa samo še v studiu za druge posnel kako kitaro, no pa me je pa Meho, ne, Borut Mehle, kakih 7 let nazaj mi je težil 1,5 leta, če bi jaz, ker jim je ravno všel kitarist v njegovem ansamblu Carina, pokril 2 koncerta, o moj bog, kako sem se jaz bedno počutil, ne. Ker oni imajo pa en štikel, fuku, 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 bi, lizu, 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 bi, je refren. In takrat sem še enkrat podoživel ves ta nesmisel te libidalne rock'n'rollske fore oziroma poze in wow. Dejansko ful zavidam tem ljudem, ne. Si predstavljaš, ne vem, Keitha Richardsa pri 80 letih, on še vedno stoji tam na odru z tisto rahitično nožico na monitorju in si misli, bejbike, vodo bi vam z Bane Exu. Hud lik, ne. Mislim, bi bil to, ampak ne zmorem, ne. Pa tudi Fenic je bilo potem manj, ali kako? Ja, Fenic je bilo manj. Ampak s temi Fenicami rock'n'rolla je vedno križ, ne. To so, te punce so kosmate pod pazduhami. Fenice. Ja. Mislim, v 90-ih je bila sploh katastrofa, v 90-ih so imeli vse Fenice rock'n'rolla, bombažne gate z rožcami, pa All-Starke, pa 501-ke. Mogoče je bil tudi to en od razlogov, da sem se poslovil od te obrtine. Nekako zdaj se praviš, da ne znaš igrati kitare, Hamo pravi, da znaš boljši igrati kot on, ampak ti si jo on je tudi ne zna. Ali pa si kitaro obesil na klin in zdaj... Ma obesil, ja, tam visi, ne, nisem jo obesil na klin, ne, to, jaz sem imel ful enih kitar dobrih, ne, in te so počasi romale k mojemu bratu v studio, ne. Tako da, pa mi je pa lan, ne, za 40. rojstni dan pa kupil nek Fender Telecaster, ki mi ga je valjda spet spizdil, ne. Tako da, nač, ja, na klinu je obešeno to. Ne igraš več. Ne. Zdaj neke govorice se širijo, da je bila Tinkara Kovač kriva tudi za konec tvoje glasbene kariere. Zakaj?
Ne vem, sem hotel zdaj tebe to vprašati, zakaj, kaj je na tem. Ni bila ona kriva. Ne, mi da so z Dejanom Radičevičem sva, ne vem za koga, takrat eno celo ploščo pripravljala, pa je pa ona vzela 2 štikla z tiste plošče in jih objavila na neki svoji plošči. Zakaj je bila ona kriva? Ne vem, sem upala, da boš ti povedal, jaz sem dobila samo vprašanje z Lifrano. Ma ja, mislim, če bi bila muska tako Tinkara Kovač, pol, ne vem, bi bil ziharaj Kovač. Se ne je bilo kaj narobe z njo, ampak malo tako. Red. Mogoče nisva po temperamentu usklajena, kako bi rekel. Mogoče bi delal drugačno musko. Mogoče. Ja. Okay, zdaj, ko smo lih pri muski, še mogoče malo aktualnosti o zmedu, o dopolnitvah zakonu o medijih, o glasbenih kvotah slovenske muske. Tvoja prva kolumna na Fokusu je bila dejansko o tem lani, februarja. Ja, I did my research. Ampak jaz to hitro ta mnenja menjam, ne? Jaz sem blazno nekonsistenten. Ne? Kaj se ti zdi danes, ko je spet aktualna tema? Si spremljal kaj? Ne, moram reči, oziroma sem spremljal eno razpravo, prav po nesreči ta teden, studio ob 17. A ja, zdaj se moramo o tem pogovarjati. Ne, ni treba, lahko gremo lahko, naprej. ker sem že za leto vzel. Fly away. Meni se zdi, da je to spet en blazno tak slovenski pristop k reševanju problemov, skratka, da izvedemo še eno bolj restriktivno in idiotsko zakonodajo, hkrati se pa v dolgem loku ognemo temu, kar je realen problem. Mogoče tudi slovenskega prostora za redistribucijo lokalne glasbene produkcije. Ne. Jaz mislim, da je treba za jajca obesiti tistega, ki je dovolj, da lahko zasebnik zmonopolizira radijski prostor. Ne. In pravzaprav to je problem, ne. Ni problem v tem, bomo mi zdaj vrteli 8 komadov od 10 slovenskih, pa 4 od tega mlajše produkcije od 2 let. Ampak je problem v tem, da imamo Jazbeca, ki ima v lasti, ne vem, od 80 programov, ki oddaja, to zdaj na pameti cifre govorim, recimo 60 in pač tam rola neke nemške playliste, hkrati pa svojo lastno produkcijo skozi Saza zbypassira nazaj v svoj žep. No, to je problem v tem, ne vem, zakaj noben o tem ne govori, to mi ni jasno, ampak vse vemo, zakaj se pri nas ne govori o stvarih, ampak to je druga tema. Kdo je, kaj je, zakaj ne se jaz borim? Ma jebe se, mislim, kakšen se boriti, stvar je tako očitna, da bi se moral nekdo drug boriti proti tem, jaz ne vem. Glasbeniki so pa itak ceh z najmanj, bom rekel, tega sindikalnega potenciala na tem svetu. Ne. Itak so, sindikat ni rock and roll, ne? Ja, ne vem, kaj počnejo. Ja. Kdo jaz, da bi se boril? Ja, mislim, pač vi, tam, ki odločate, kateri komadi bojo, kaj se bo vrtel. Vse se ne odločam. No, ne, nikoli. Ne, pa mislim, da spet treba ločiti, jaz mislim, da javni radio nima s tem bistvenih težav. No. Aha, ne. Ne, mi tako presegamo kvote, mi zdaj moram, ja veš, kad jaz govorim v imenu firme, ne, ni tako, ampak se mi, tudi če bi se distanciral, bi ocenjeval, da situacija tukaj ni slaba. Ne. Dejansko, veš, so neki programski sloti, ki pokrivajo neke newcomerje na sceno, se dejansko zarola več domače muzike, kot jo prepisuje zakon, so zaposleni neki bolj ali pa manj kompetentni glasbeni uredniki. Se ja, veš, novo slovensko produkcijo, ki ni ravno top mainstream, slišiš samo še na Študentu, pa na Valu, pa na RSI, ne, pa Koper. Ne. Še kakšen tak zakon, ki se blazno boriš na svojemu pa se ne borim. Zakon, ki... Ja, ne vem, imaš kakšne take, a veš, da zavestno mal podrakavaš, po domač povedan, celo publiko pa... V kakšnem smislu? Prost, ne vem, recimo, a moraš blazno lepo slovensko govoriti, a moraš biti vedno ful priden tam, a imaš kakšne, ne vem, pritiske, kako se moraš obnašati, recimo, na tam. Ne, se mi zdi, da ne, no. Vedno manj, no, včasih ja, ampak se ne.
Normalno je, da se kakšna stvar zdaj pretehta, je ustrezna ali ni. Ne. Drugač pa ja, varuh teh poslušalčevih pravic ima kar precejkrat bojda opravka z mano, ampak ne vem, veš, ljudje te včasih narobe razumejo. Ampak res, ljudje velikrat narobe razumejo stvari. Za nalaž, ali? Ja, za nalaž. Mislim, za nalaž, a veš, največja nevarnost so ti ljudje, ki imajo na matično ploščo že naloženo neko predprepričanje, ne, in potem ti rečeš dobro jutro in že kličejo jebem ti tole murgle, pa ne, a veš, ali pa ampak jaz imam to srečo, da tudi pol kaki drugi kličejo, da vse strice pa to obrnete pol že zjutraj, ja. Kako pa to na te vpliva? Jih imaš rad strice pa to? Rad jih imam. Vse te fula, ne? Rad imam, jaz imam te ljudi izjemno rad. Tako je, ne? Jaz jim zavidam to. Aha. A ni to ful dobro, da res verjameš v neki? Popolnoma. Ti se zbudiš in verjameš. Ti se zbudiš in vzameš recimo demokracijo v roke in reče, pizda imate, evo spet. Ne. A veš, ti dejansko vzameš časopis v roke in ti pravzaprav ga ne vzameš z namenom, da boš kaj novega zvedel, ampak ti že vse to veš in ti bereš tisto, kar veš, bereš samega sebe, razumeš? Ker točno veš, kaj bo napisal tvoj najljubši kolumnist, recimo. Absolutno, se pravi demokracijo. Ali pa Mladino. Demokracijo imaš tudi rad. Mladino in demokracijo imam rad. Mislim, oboje, to sta mi tako dva konca iste palce, veš. Točno veš, kaj bo Repovš napišel, pa točno veš, kaj bo napisal v demokraciji, kjer je že ta lepo prečka urednik. A kdo ve? Kako ne veste? Kdo je urednik demokracije? Ne, ministrant. Kako mu je ime? Prečka ima na sredini, tako malo napaška. Ne me gledati, jaz zjutraj ne vstanem, berem časopise, to res. Kdo je urednik Mladine? Evo, sem vedel, ne piflarji. Sem vedel, da sem v nazorsko homogenem okolju, evo. Zdaj se bom jaz spomnil, kdo je urednik. Če gremo en korak nazaj, še malo k slovenski popularni glasbi, bojda je nastajal, tole bo luštno zdaj, no? Ja. Bojda nastaja dokumentarc o slovenski popularni glasbi. Dušan Moravc je zraven. Dušan Moravc je režiser, ni zraven. Ja, ampak tako jaz sem zraven. Zdaj tebe sprašujem. A se že kaj ve, kdaj bo gledal Luč sveta? Ja, v torek, ne. Super, ok, bomo gledali. Ja. Kako je pa izgledala raziskava terena? A ste šli v kino Šiška, ste poslušali Val 202 ali ne. Kam ste hodili? Hodili smo na veselice. Za slovensko popularno glasbo? Ja. Pravzaprav smo želela raziskati ta sistem, ker treba se zavedati, da ne, mainstream, kako zdaj ovrednotiti sploh kaj je mainstream. Ne. Mi da smo imeli čista pristop, da smo gledali neke ekonomske kazalce pa statistiko, ne, ker treba je vedeti, da recimo Mambo Kings so pri nas sigurno ekonomsko, če bi gledal njihove bilance, so najbolj poslušan band. Ne. Ta veseliška scena je pa sigurno so to najbolj obiskana koncertna prizorišča. Ne. Izhajala so pa iz tega, da sva se enkrat pogovarjala, ker jaz nisem mogel verjeti, ko sem za Luno ali kaj, bila je neka noč, zbilska noč. In to je bila neka bejbika Jelena Rozga in jaz pojma nisem vedel, ne, in dejansko tam je bilo 10.000 ljudi, ne, mladih, ne. Jelena Rozga, kaj zdaj to, grem jaz pogooglati, vidim tam bejbika kaže češplo, kul. Poje te neke dalmatinsko, ne, to tralala, sem rekel, fuck, ne, zdaj, kako ta muzika pride do teh ljudi, ne. A veš, ta okus, ne, ta v bistvu materialističen kič, ta v bistvu white trash, ki se generira in je pravzaprav zamolčan družbeni razred. No. In pa sva s tem pristopom štartala, valjda sva vse zajebala, ne. Tako da jaz mislim, da to ni dober dokumentarc. Bo dobil nadaljevanje. Ja, mislim, da rab nadaljevanje. Ne. Tako, preveč je bilo vprašanj, pa si jih pol v montaži nisva znala odgovoriti. Ne. Ok, hvala. Zdaj smo pri dokumentarcu, počasi pridemo na TV. Kako si se znašel na TV? Ti si nekaj časa vodil oddaje na RTV. Ja, Video spotnice prve ali kako že? To je res.
Ja, znašel sem se tako, da sem bil enkrat še z bratom v zvezi še s takrat tisto glasbo našo na nekem tem, kako se reče, intervjuju in sva bila celo direktna, sva prišla od nekod. A se to da še kje videti? Ja, najbrž, ne, ja, mislim, da se da, po mojem, da je nekje v arhivu. Bomo šli v arhivu. Potem sem bil tam zelo zgovoren in pol me je poklical ta Gregor Fon, on je bil režiser takrat, prednje začel drame pisati, fajn dečko. In mi predlagal, če prijem na audicijo. In jaz sem bil tako neki takrat brok in sem rekel, to bi bilo zdaj super, da bi imel nek tak steady job. In sem šel na to audicijo. In sem bil ful slab na audiciji. Jaz sem res blazno tremo in pol je nekako to Molkova je rekla, Miša Molk. Najbrž me je hotela dol dati. Mislim, kar se je pol izkazalo za resnično. Ne. Razloži. Ja, to je scary movie, ne. Si predstavljaš tako, da si škort star, jaz sem bil takrat 24 let in se tako jaz že tako malo delam 2 meseca in enkrat v liftu, opa, Miša noter, tako ene gleda, prav, tam malo. Jaz bi imela en klavir za predstaviti popoldne. Jaz ne vem, če sem še kdaj bolj švicnil v življenju. Skratka, tistega klavirja nisem šel nikdar predstaviti. Sva pa zdaj čisto korektna, tako. Imate profesionalen odnos? Ne profesionalen, prav tako sva se na zanimiv način zbližala z leti. Kul je, ta stara je kul, nehala je težiti. Mislim, da se zdaj na brata spravlja. In ti mu govoriš, kaj more, ne? Ne, sploh ne. Pol kasneje ste imela z Sinišo oddajo, Siniša Gačič. Ja. A se je rekel Tranzistor ali nekaj podobnega? Tudi, ja, tudi. Kakor se spomnim, smo to zelo radi gledali, res je bila ena taka redkih mnenjskih oddaj za mlade. Ne? Mislim, da ne prej, ne pol nismo tega gledali. Kako je bilo delati tako oddajo? Ipak sta bila kar mnenjsko močna. Ne? Saj sta še vedno, ampak prav tisti oddaji. Ja, lušten je bilo delati. Ja. Tisti je bilo super. Sta imela proste roke? Ja. To je bil pa še, jaz sem slab z imeni. Ne? Tako za nekaj bil 80 let star. Dekleva, seveda. Dekleva je bil takrat še urednik mladinskega programa in z njim se je dalo res fajn delati, super delati. Ne. Tudi, če je bilo kaj narobe, te je znal dobro zaščititi pred programskimi svetniki in tako dalje. Tako da super, no, pa je pa Dekleva šel, pa sva počasi tudi midva šla. Ne. Škoda po eni strani. Ja. Upam, da boste še kdaj sodelovala, so kakšni pogovori? Ja, midva sva itak tako prijatelja, ampak da bi pa razmišljala, da bi kaj skupaj počela, pa ne, no, tudi jaz nimam nekih televizijskih ambicij. Več, ali kako. Ampak baje še delaš neko oddajo na TV-ju? Aritmijo delamo, ja, to pa že 10 let, to pa delamo samo tako, zato da se vidimo enkrat na teden malo, ker smo fajn ekipa, pa tisti en mali partek, no, in tak 4-minuten pogovorček imam vsakič. Pa to itak mislim, da je, koliko je pa, enkrat na 14 dni je to. A zdaj enkrat na 14 dni, pa enkrat na 14 dni so potem sprot, koncerti ali kako? Ja, tako. Okay. Nisem gledal še nobene. Mogoče res? Ne, res. V redu. Ok, gremo naprej. Zdaj pa nekaj najnih skupnih frendov sem valjda prosila, da mi povejo kaj podrobnosti, malo trivije. Pa nič ni prišel čez cenzuro. Hvala, Peli in družba. Ja, to so neuporabno. To so pravi frendi. Ja. Potem sem se obrnila na uredništvo Vala 202. In? Današnja latrina bo malce drugačna in na sporedu prej. Kako veš? Tako da lahko zdaj poslušamo. Kakšna latrina? Dobro jutro, jaz sem Maruša, pridem drugič, trenutno vam maham studija Vala 202, sicer sem pa ob petkih popoldne Mihijeva Spetkova desna roka in zato me je Živa prosila, da ji pred intervjujem povem kaj, kar v Mihiju še ne veste. Macura, daj džingal. Latrina. Pa sem šla po radijskih hodnikih do šefov, stalnih sodelavcev, pa tistih, s katerimi se Miha pogosto srečuje na terenih. Ja, Miha, ta pa je, Mihi. Aha, to je to.
Miha, to si v tebi misli Nejc, ampak te terenske prigode so morda bolj primerne za petkov večer, ne ravno petkovo jutro. Ob pivu, naprimer, ki mu mi rečemo notranji pir, poleg notranjega pira, latrine, spetka, nebuloz, je Mihjeva stalnica, ko se oglasi v eter Vala 202, še ena beseda, zagotovo jo poznate, je tonski tehnik in tesen kolega, gospod Macura. Miha je tako, no, ko bi rekel, težek. Ok, jaz sem mislila, da sta vidva frenda. Tako, midva se v bistvu zelo dopolnjujeva. Je res, da sva generacijsko skupaj rasla, ampak relativno daleč, oba sva iz Ljubljane, ampak oba dva iz nekega svojega geta. Kljub temu, ne, da so generacijsko si zelo blizu, ampak so si tudi zelo različne. Tako da tukaj se nekako dopolnjujeva. In kar je pomembno, ob torkih in petkih na Valu 202 delata dobro. Poslušalci mogoče tega ne čutijo, tako midva se pa zelo trudiva. No. Delo, ne, ki ga opravlja, oba opravlja na vse kreativno. Ne. Načeloma se zelo trudiva biti vsakdanja. No. Zelo se mora truditi. Ne. Miha, Macura je sicer o tebi govoril dobrih 7 minut, verjemite, da se strinjamo, da je bolje, da sem ga malo porezala. Ok, kaj pa šefi, Mirko Štular in Nataša Zanotini? Njegovi miselni tokovi pa horizonti so izziv za sogovornika, meni osebno super, in urednika in poslušalca. Eni ga pa težko, mu pa težko sledijo. Z Mihjem imava tedensko razpravo o njegovih gostih, o gostih s petka. No in izboril si je 3 džokerje na leto. Morda je pa to priložnost, da razloži obiskovalcem tukaj, kaj je to. Živa, pripiši vprašanje. Tole je pa še torkova šefica, Anja Hlača-Ferjančič. Pri Mihu najbolj cenim to, da postavlja super vprašanja in vsak torek, ko imava primo predajo oziroma ko jaz povem, kakšne bodo dnevne vsebine na Valu, ko me čakam, da me kaj vpraša. Sicer pa so najne standardne debate povezane s kolesarjenjem. Imava eno stavo, ki jo še niso uspela uresničiti, in to je, da pride on skoraj tako hitro iz Šentvida s kolesom čez vse pač rdeče, ne, zjutraj v službo kot jaz z Bežigrada po pravilih, tako da to morava še enkrat stestirati. Sicer pa zdaj intenzivno kupujeva darilo za mojega moža, ki bo neko hudo kolo in mi mora on pomagati pri tem, imava pa približno 1 leto časa, da mu to kupiva. Tako da, Miha, prosim, ne pozabiti na to. Ne pozabiti, ok, te bom tudi jaz še kaj spomnila. Sicer pa zbrano občinstvo, verjamem, da ste ob petkih popoldne navdušeni tudi nad muziko na Valu 202. Dragi Mihi, lepo te pozdravlja Aidica. Za Ido Kurtovič sta namreč 3 leta neprekinjeno sodelovala ob torkih in petkih. Aida je zbolela, je pa napisala, naj vam povem, da je Miha mehka dušica, ki trdo dela in je glasbeno zelo razgledan. No in potem sem se oglasila še pri Andreju. O muziki nima pojma, ampak je špilal v relativno dobrem bendu. Drugače pa o muziki nima pojma. No, v resnici, čeprav trenutno ni slišati tako, te ima rad tudi tvoj labod Andrej. Jaz kolego Šaleharja poznam že odkar je bil višji od mene, kar je odvedno. Začetki so bili super, zdaj pa sam še boljši. Jaz imam Mihija rad in nič manj ne pričakujem od njega. Dragi Miha, saj veš, se vidimo, ostani fajn, tvoji valovci. Ja pa Ino. To je bilo pa lepo. Še kak komentar? Ja, ne, brez besed sem ostal. Super. Lepo je rekel Andrej. Končno. Ja, v muziki nimam pojma. Ja. Ampak si pa igral v relativno dobrem bendu, a to je pa res? Ne, ampak imam problem s tem, s to muziko v etru, ne. To je meni največja štala, če je treba, če včasih muzike zmanjka in pa je treba zbrati kak komad na svojo roko. In ti ne gre. To jaz ne morem. Tako odpovem. Rabi da v tišino. Svirala tišina. Ja. Ne vem, kaj bi še dodal. Ja, ful lepo, ne. Miha, en od razlogov, da se še bolj veselimo petkov kot sicer. O petkih je na Valu 202 petek. Lahko malo več poveš, kako izbiraš svoje goste? Ja, težko, se je povedala v naslova stara, da imam 3 džokerje na let. Ja, kaj so te 3 džokerji? Ja, ne vem. Moje mnenje je, da je vsak gost zanimiv,
ki, bom rekel, do neke mere vzburka javnost ali pa postane nek tak fenomen in ga je treba čim prej pohopsati, preden ga kdo drug. In recimo zdaj se bojujem jaz za Notini že dobre pol leta, da jaz si blazno želim to Savino Ataj povabiti. To bi bilo super. Ona je pa mnenja, da ne moramo dati etra kar komorkoli. Zdaj, kako komorkoli, bejba je nafilala z unimi joga modroci celo gospodarsko razstavišče, ona pride z redarji na oder, to je neka persona, ki bom rekel... Takrat bi še live stream lahko imel, ne? Ja, no in zato so uvedla pravilo teh 3 jokerjev, da na leto imam 3 jokerje, da lahko rečem, zdaj pa stop. Zdaj pa tvoja izbira. Po moje bo. Ja. Koga bi še nadse rad gostil v svoji oddaji? Ma ne vem, jaz sem s temi gosti ful problem. Pravzaprav si ne želim nobenega, ne. Ampak moram, to je del programa. Kaj pa naš ljubljeni vodja? Kdo? Miro? Ker Janša? A ta je vodja? Ja, zame vedno. Zame vedno. Ja, kaj pa predsednik? Predsednik mi je tak bimbo, nekaj časa sem si ga želel, pa sem bil s temi njegovimi PR-ovkami v takih že zelo tesnih stikih. Skoraj bi rekel, da sem se prostituiral v ta namen. Tam neke viskije pil z onimi biondikami, daj bomo zrihtale, pa ne, Borut ta teden ne more, zdaj so begunci, zdaj so to, pol vidim, da posod drugot nastopa, ne. Zdaj sem pa jaz užaljen, ne. Koga jebe? Ego. Res. Ego nekje pride ven. Tudi če pride po vseh 4 v spetku, ga ne bo. Do nadaljnega. Lahko imaš pa vse PR-ovke, mislim pač. PR-ovke bi imel, ja. Posnel bi dokumentarc o PR-ovkah. To se mi zdi, da je poseben format. To je čist nov koncept. Ja. Tako. Pa če gremo od PR-ovk k latrini. Ja. Jaz si predstavljam, kako zjutraj ob kavi listaš rumenopisje in delaš research za oddajo. Ti si čist preveč predstavljaš. Ja. Kako izgleda ta research? Treba je vedeti, da je eden od vodil mojega življenja, da je treba čim manj delati. Ne. In jaz sploh ne listam, ne. Jaz imam nekaj tih spletnih strani, zdaj ne smem povedati virov, ki me kar oskrbijo s tem. Ne. In potem to napišem, to pol urce traja. Ampak kad delaš to oddajo, mislim, kad delaš research kao. Ti se moraš vreči v to, rumeno, in potem se ti utrne ideja. Ti moraš... Te zabava ta tema ali te iritira? Ne, v bistvu me ful zabava. Meni se zdi, da mi temu tabloidnemu tisku ali pa sploh temu tabloidnemu diskurzu dajemo ful premalo pozornosti, da ga tako z enega tazga vzvišenega piedestala zavračamo. Ampak to je pravzaprav edina resnica, ki je. Ne. To so visoke naklade, to so edini... ne se hecati, to so edini, bom rekel, to so najbolj gledane vsebine, najbolj klikane vsebine, najbolj brane vsebine. In te vsebine nam dejansko tudi vzgajajo neke kolektivne nazore in meni se zdi, da je ta kurčeva apatija in ta disfunkcionalnost demokracije v veliki meri odvisna od tega šunda, s katerim se futra institut demokratične večine doma pred svojimi televizorji. In da temu pripisujemo premalo pozornost. Ne. To je ta lobotomija, ki nas pravzaprav onesposob, da bi bili sposobni probleme sploh detektirati in jih na nek način tudi posledično reševati. No, meni se zdi, da nam bo ta žutara jebala mater. Tudi tvoje ime se verjetno kdaj znajde v teh časopisih. Kako to? Ja, pa to se pa redko zgodi. Enkrat sem bil zasačen z 2 lubenicama pred trgovino Špar v Dravlah. Ne. To je bilo tako, da sem skakljal med lužami. Ne. Res, da se je uscal poleta. Enkrat sem šel po lubenice, najbrž za kak piknik ali kaj tazga. Ampak ne, ja, redko. Pa enkrat mi požar na sadu, ko prasca. Fuck. Kaj je bilo? Ne vem, bil sem mlad in naiven in sem se razpisal, nek blog, tako kot požar se pa ne sme delati. Ne. Pol. Pa si ga pa spoznal. Pa je pa vse napisal, kar je vedel. Čez celo stran.
Ja, marsikaj je bilo res. Vse, kar požar napiše, je res. Ne. Če prej ne, pa potem. Dobro, ne bomo tukaj preveč drezali naprej. Najbolj je to še kje objavljeno, koga zanima. Zdaj pa, če so tvoje radijske oddaje ali pa rubrike, ne vem, Nebuloze, Forum 69, Latrina, Spet, tako imajo dosti jasna imena, vemo zakaj. Ne. Odkot toplovod? Boljše toplovod? Ja. Pa to brez veze, ne vem. Ja, tako ne, itak gre pri toplovodu za to, da se predebatira neke, to je iz te, kako se že reče, iz tega reka, da ne odkrivaš tople vode. Ja, jaz se spomnim na toplo vodo, ja. Tako, ja, topla voda, mlačna voda, da se skozi rolajo iste teme. Kako najdeš teme? Da nikamor ne pridem, v tak ciničen naslov je. Ja. Jaz se jih ne najdem. Včasih imam še 15 minut do začetka dilemo, ali to. Ampak se vedno manj politike lotevaš. Ja, ne, mislim, težko je biti čisto apolitičen, se na nek način je vse politično, ampak ja, da bi pa prav te neke aktualne politične dileme tam izpostavljal in se mi zdi pa nojalovo početje. Nekaj časa smo to počeli, pa sem res depresiven domov hodil. Ne. Pa vmes sem risal aviončke, pa slapove, pa pozabiš. A to je ta svinčnik na papirju, ki se sliši v etru včasih. Ja, to bom enkrat izdal. Zbirko. Super, super. A boš kdaj Zinko gostil v oddaji? A misliš, da bi prišla? Upam, mislim, da bi prišla. Ja. Zinka se mi zdi super. Ženska. Super, ja. To je ena blazno pobožna gospa iz Škofje Loke, če je kdo ne pozna. A kdo posluša tukaj toplovod? Priznamo to? Ja. Ja, Macore se je prej javil v Latrini. Macore, kako je delati z njim? Je težko. Ja, Macore je en tak avtist, ne. Včasih ima kakšne take ekspozeje, da ljudje okrog njega, mislim, zadnjič, kaj je bilo že zadnjič, ne vem, kdo zadnjič so bile ene tamale, mislim, ampak te še bolj tamale od teh, ki jim jaz rečem tamale, ne, oprosti, ne, že legenda, ne. In so bile tam in tako Macore, on slovi po tem, da vseka zgodbo z jasnega, ne, in njegova zgodba se je začela tako, a veste, kdo je Maja Šume? Maja Šume in tak zelo resen glas, napovedovalka na radiju, pač legenda, pač v radijskem miljeju se ve, ne, to je kaj Ivan Lotrič faca. In Macore začne zgodbo, ti, stari, veš, sva bila jaz pa Maja Šume na Baliju, tako, ne, jaz pa Maja Šume sediva na kavi na Baliju, pa tako en model v Japankah, olega Sašo Hribar, pa začne on, da je letel on nad Vezuvom v avionu in je to izbruhnil in so se motori zapacali in potem mogel pikirati v vulkan, da je lahko speljal, skratka. To so te zgodbe njegove, zato on mene fascinira, ampak namreč ne povedal, ne, vse to je bilo res. Tako da on je človek izkušen in zgodb. Drugače sicer ga kličemo tudi macopedija. Ne. Ker veliko ve? Ne, vse ve. Ne. Ja. In vse narobe ve. Meni je super, da je pač vedno več v etru, tako da kar nadaljujte. Ja. Ampak kdo na tej točki je kakšno vprašanje v njegovem radijskem delu? Marjan. Ne delu. Kdo so bili zadnji 3 jokerji? Shit. Ne, njega še nisem imel sploh. Ja, Primc je bil joker, no tukaj je imela stara prav, ne. Ja. Primc me je položil, kot bi otroka v zibko deval. Pol je bil pa ta Nejc Rek, to je en pač ta udeležen z teh resničnostnih šovov, drugač poklicni gej. On je bil tudi en tak joker. No, tukaj sva imela mnenja deljena, meni je bil čisto okej, da se tudi eno to usodo razgali, ker to so pač zanimivi ljudje. Ampak to je to, zdaj pa letošnjih jokerjev pa še nisem začel koristiti, sem pa vesel, da sem se danes spet spomnil, da so, ne. Super. Tem lahko gremo kar na tvoje
kolumne. Ja. Že skoraj 1 leto pišeš za nov medij Fokus Pokus. Ja, sam bom nehal, zdaj pa je Crni prej bil tukaj, pa je izpizdil. Ja. Jaz sem hotel mogoče tako javno povedati. Se si mu, veš, lihkar. Se mogoče gleda. Ne, se ne vem, če bom nehal. Ja, bojno imaš najbolj brane kolumne, ne? Ne. Ja, številke tako kaže in najbolj brana. Ja, moje številke ne kažem, Ja. okay. Najbolj brana kolumna na Fokus Pokus je prav tvoja in sicer z naslovom Obleka naredi človeka, avto pa penis. Ja. Marko te zdaj ni, da bi me popravil, če se slučajno motim, tako da bom rekla, se zihar ne motim. Pišeš tam v tisti kolumni, ne, da osvežim spomin, da pa avto lahko sklepaš v profilu lastnika, da te sicer to uvršča med kretene, si vsem predstavil nekaj osnovnih kategorij. Zdaj pa, če bi napisal nadaljevanje te kolumne, pa bi pisal o lastnikih recimo rumenih trabantov, Aha. kaj bi napisal? Ja, to je bil pa moj rumen trabant, ne. A kaj bi napisal lastnik? Pa jaz sem bil samo en lastnik rumenega trabanta. A pa bi lahko sklepal posebej. Ja, valjda, mlad, prepotenten kurac. Valjda, meni se je zdelo, da sem stilen frajer z rumenim. Sicer bi obdržal original barvo, ne bi na kanarčkasto rumeno pobarval. A ja, še tako ni bila originalna barva. Pa hate you sem imel napisan v zadnji na havbi. Ja. V redu. Na streho sem se prevrnil z njim. Si takrat izgubil tudi vozniško? Ne, takrat ne, to sem imel kasneje. Na streho in to pri Mladiki, z enega žura grede. Kaj je bilo takrat? Nič. Tako iz objestnosti sem... Igrali smo to neko igrco, Need for Speed, ali kaj že, na tem žuru. In pa sem jaz to testiral. In še si z nami? Ja, smo šli na streho, ja. Mislim, dobri časi. Gremo naprej. Gremo mogoče še malo na tvoj free time. V prostem času imaš bojda gorsko kolesarjenje zelo rad? Ja. Ja. Pa pivo. To dvoje. No pa, kaj smo že, motorno žago, ne? Motorna žaga je orodje, ne? To je pač baza preživetja, ne? To je infrastruktura. Si hribovc. Delam se, da sem. A si tudi kdaj prav profesionalno se ukvarjal s gorskim kolesarjenjem, a vedno bolj kot hobi? Vedno bolj kot hobi. Mislim profesionalno, ja, nekje te licence učiteljske sem sicer naredil, potem sem pa parkrat poskusil pri enemu frendu Macu to malo voditi, on ima neko agencijo in sem gotovo, da to pa ne bi delal. Mislim, to je kar težko. No. Moraš imeti rad ljudi, ne. In ti si mizantrop. Ja. Čeprav eni pravijo, da nisem, ne. Ja. Ampak pravzaprav se še sam ne moram odločiti, odvisno od dneva, ne. Pa od ure v dnevu. Ja. Mogoče jih imaš raj zvečer kot zjutraj, ali kako? Ne vem, premalo se poznam, da bi lahko odgovoril na to vprašanje. Se imaš še nekaj let, da se spoznavaš, ne? Če gremo malo delati projekcijo v prihodnost, kdaj se boš upokojil, kaj boš takrat počel? Ja, čim prej, ne. Ja, to pa res ena velika želja je, da bi čim prej nehal delati, ne. Ja. Ne, ampak ne nehal delati. Jaz tako res, pravzaprav začel bom tako, da preziram, tako kot te situacionisti, ne, koncept prostega časa, ne, ker koncept prostega časa že izvira iz tega, da moraš ti za prosti čas nekaj delati, ne, in ker delaš si v nekem stanju žrtvovanja, neudobja, trpljenja, ne, in v bistvu to bivansko stanje, ki ga želim doseči, je pa to, da bi imel ves čas občutek, da bi imel prosti čas, ne. A prosti čas ni poležavanje pa to, ne. Tako. Da neke ideje so, o tem še ne bi govoril, no ne vidim se pa sigurno, upam, da se tega zarečenega kruha ne bom najedel, ne, da bi pizda tam pri 60-ih še vedno je dobro jutro. A vi veste, kaj je Paho rekel, ja, ne. A kako je s tem? Zdaj, ti si tudi jutranji voditelj, ne? To je nekaj taka prestižen slot na radiju.
In jaz recimo ob sredah, ko je Ja. Karoline, Ja. tako, mogoče kdaj prej vstanem, zato ker vem, da je pač on na Ja. radiju in ga ful rada poslušam in si predstavljam, da je pri tebi podobno, tako kot neka velika baza ljudi, ki te poslušajo in te potem tudi prepoznava na cesti, kakorkoli. Kako se s tem soočaš? Zadnji smo sedeli na kavi, pa vsak drugi, ki je prišel mimo, živijo. Ja, zato, ker je bil vsak drugi z radia. Ampak tudi sicer, verjetno, ko boš v trgovini in te ljudje prepoznajo, ko si tam pri, ne vem, Pa sirnih izdelkih. ne. To je pa meni super. Jaz imam pa, veš, mali sreča to, da že dolgo časa ne delam na televiziji, ne, pa tudi, bom rekel, nisem delal tam nekih takih full prime time stvari, tako da bi bil dejansko v tkivu nacije, ne, noter kot nek lik. In potem se mi doskrat po teh hribih, ki smo kje, ne, sej, a veš, tako pa pride kak model, pa pizda, kam bi jaz tebe dal, ne, smo mi do šolo, a ti si ti sestrično mojo hodo, a si, a veš, in to je super. Nimam, mislim, zelo, moram reči, da je zelo malo tega, mi kdo kdaj reče, me ostal kako prijazno besedo. Ni pa moteče. Ni moteče, ne, se mogoče si s tem celo ego futramo, ne. Dobro. A še kakšno vprašanje? Sigurno so vprašanja. A je lažje provocirati po televiziji ali po radiju? Provocirati. Lažje po televiziji. Se mi Lažje? zdi, ja. Zakaj? Televizija ima še to neko mimiko zraven, ne, a veš, jo lahko prodaš, ne, lahko resno sprašuješ, pol malo face kriviš, pa že daš signal, ne, radio je čist drug format, ne, tako da pa radio je te nijanse jebanja v glavo zelo težko artikulirati, ne, se mi zdi, ne. Ampak na televiziji te takoj spoznajo, na radiju si pa relativno anonimen, torej te na ulici ljudje ne prepoznavajo kot nekega, kar provocira. A ja, ne vem, kako me ljudje na ulici, pa se tega na ulici je zelo malo, ne, verjetno me tudi prepoznajo, pa mi ne rečejo, ampak tisti, ki mi rečejo, so običajno čist cool, prijazni, rečejo, oj, super, te poslušamo, ali pa kaj takega. Včasih se tudi kak karjavelj najde, ki bi mi kaj pojasnil, kaj je narobe, ampak pa te liki, ne, se veš, mi plačujemo naročnino, ti pa zdaj klep, izdati materna, bla, 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 bla. Tega je največ, ne. Ja, mene pa zanima, sicer ne poslušam toliko tvojega programa Gdje zjutraj, ampak kakšno interakcijo imaš z poslušalci in ne vem, prek telefonov in Facebooka, Twitterja in ali je tega več, kot je bilo včasih ali manj? A misliš teh družbenih omrežij, ali kako se jim reče? Ja, pa tudi čisto klici v studio sami. Ja, tako kot Val 202 kot tak, se mi zdi, da včasih je bila tudi dnevna rubrika ta, kako se že reče, ko ovce meketajo, dobro jutro, zdaj to ostalo, mislim, da samo še ob torkih, ne vem, a je še kak drug dan, ne. Kar je super, no, ker je, mogoče je to ob torkih ostalo, ker se meni ne ljubi nič drugega početi, pa je tako najlažje 10 minut nafilati, ampak rečemo, da je manj tega, no, mogoče več je pa interakcije s temi družbenimi omrežji, jaz osebno uporabljam samo Twitter, sicer pa telefone, ne, ob torkih v teh nebulozah, ki so pa tudi, pač niso več politične, ampak te neke slovenske folklorizme izpostavljajo, no, od, ne vem, gajbic za sneg, teh kartic ugodnosti in podobnih nacionalnih kretenij. Meni se zdi, da ful dobro uporabljaš Twitter v te profesionalne namene, da tako rečem. Verjetno kdaj dobiš tudi ideje za v eter, oziroma pač dobivaš tudi neke odzive, da niso samo klici, ampak mislim, Twitter je fajn, no, jaz Twitter itak uporabljam samo, kadar sem na radiju doma redko, no, mislim, na telefonu ga itak ne, ker si ga ne znam naštelati, oziroma sem si ga naštelil, pa sem ga pa enkrat prežgal po parih tednih in je pač ta telefon, kako se reče že, preveč podatkov dobil za obdelati in ni zmogel, ne. Ja, ker je mogel ta cel timeline naložiti, jaz ne vem, verjetno je kak računalničar, ki tamle, vidim se, had že reži, ne. Had mi je prejle preštel v telefon, včeraj sem je na kolesu zvečer v hindujščino predstavil, ne. V kaj že? Ja, hindujščino in
Mislim, popoln debil sem za to tehnologijo. No. En telefon sem že razbil iz jeze, ne. Ker je želel biti intuitiven. Mislim, ja, evo, to moram povedati, ker mi leži na duši, da se grem zdajle na Zagreb, da grem v Mercator in si bom kupil en Caterpillar telefon, na gumbe sem videl. Ja, in to bo moj telefon, ne zgubil. Tega službenega boš vrnil. Ja, tega službenega bom vrgel, ne. Službenega sem pa dobil zato, ker je Štular rekel, da ga je sram, da jaz hodim s takim telefonom okrog in reprezentiram naše podjetje, ne. Jaz sem neko krasno staro Nokio, tako mižje sem znal kogarkoli poklicati. S tem je pa ful dela, to preden jaz prižgem, deaktiviram ekran, poiščem imenik, pa ne T, pa P, pa je pa on pameten, ne. Pa mi te na P vse narobe in pol jaz hočem pikla in on mi tam pikuša in moram kvati ni jasen in pol vse na priimke pa na imena in... Ne. Ne. Ampak telefone, maile ne, to vem, da ne bereš. Ker smo te komi dobili, ne. Komi, hade mogoče s Twitter te najde, da si komi prišel sem. Twitter je ful enostaven, mislim, to mi je všeč ta platforma, tam te direct message ali pa tudi če nisi, ne, te kdo reče, da me po followi pa se va nekaj zmenila, to se mi zdi super. Block everybody pa to. Ja. Uneta lep. Si kakšno vprašanje? No, daj, povej. Saj slišam. Ja, ker se snima. Ja, pardon. Okay, če imaš listo teh jokerjev, a imaš tudi kako listo un-jokerjev v smislu, da jih ne bi nikoli, da, ne vem, tudi če niso imena ljudi, s katerimi bi, ne, ali pa ne bi želel govoriti, tako profil človeka, ki pa res ne bi, ne profesionalno, ne na kavi, ne vem, provociral ali pa kontra. Ker meni takrat, ko sem poslušala tebe pa Prince, meni je bilo kar bed, kar malo težko mi je bilo. Ne vem, tako čutila sem eno tesnobo obeh, ampak tvojo pa malo bolj, no. Tako res mi je bilo, ne. Mislim, tako bilo mi neprijetno, pa še v službi sem se nekaj pisala in sem mogla kar tako dol dati, pa naprej. Ne vem, a je kaj tazga? Ne vem, ampak jaz ne vem, če Primc tak profil. Jaz sem pa njega tako začutil, ne. Se je čutil, da se čutita. A veš, začutil sem ga, ne, sej človek, a veš, on je pač prepričan, meni so zelo zanimivi te prepričani ljudje, ne. To so ljudje z nekim stališčem, ne, a veš, sploh pa pravzaprav moraš imeti kar jajca, da se ti, bom rekel, postavljaš na neka stališča, ki jim odločno nasprotuje tako nezanemarljiva masa ljudi, ne, tako da je že z tega vidika zanimivo. Koga pa nikdar ne bi imel, to je pa ful zanimivo vprašanje, ne, to se po moje kar odbijajo stran. Koga nikdar pa, koga pa nikdar ne bi imel. Ok, poleg Pahorja. Ma dobro, Pahorja, to sem zdaj malo jezen, mogoče vsej bi ga imel Pahorja. Sem imel že fashion blogerko, ja, to najhujšo, kaj že... To s turbanom. Kjera je bila že ta? Eva Ana Kazič, ta, huda. Ja, se mendaj še ena zdaj, ne? Ja, govori se. Ne vem, koga ne bi imel, teh politikov se malo izogibam, čeprav mi je žal, ne, želel sem ufurati tudi eno zgodbo, da bi imel te parlamentarne legende, ampak pol je bo spet valjda problem te naše hiše in tega hudičevega uravnotežanja, da je to blazno težko, ne, jaz si recimo od nekdaj želim in imam eno tako tiho željo, meni tako recimo Jože Jerovšek, car. Jaz bi se ful z njim pogovarjal, ampak tako, kako je on bejbike na faksu pecel, pa ne vem, kjero musko je poslušal, klej bi se mi zdel, da bi on lahko... A veš, ampak ni, ne, a veš, ti tipi te vedno pol scat pelejo, jaz sem tudi s Princem želel to narediti, ne, pa daj stari, povej mi, kako je bilo. Guns N' Roses. Ja, Guns N' Roses, pa menda ga je tam stari za fiziko čez oken v šoli ven vrgel, ki je bil težek, pa to, ampak on sploh ni, a veš, on je samo čakal, kdaj bo lahko svojo to politično agendo sfural, ne, tako da to je malo nehvaležno, ne. Mogoče jih pa ne znam na pravi način sprostiti, ali pa tudi, ne vem, bomo videli. Kakšen šnopček prej. Ne, šnopčka pa ne pijemo. Pijemo pivo na valu, ne, ob petkih, ob 6 imamo tradicionalno pivo pred latrino, ne. To je ta notranji pir? Ne, notranji pa pol ob 7. Kaj je notranji pir? Ja, notranji pir je to, k čemur stremimo, ne, to, ko sem prej razlagal, ta nek
ta nek smisel, ne. Da delaš, pa da ne delaš, pa da je vedno še eden pred tabo. Ne. To je to, ne. Ker problem piva je, da nobeno več ni tako dobro kot tretje. Ne. Veš, in doseči v življenju tako, da si vedno na tretjem piru. Ne. To je recimo moje iskanje. Ne. Ni tvoja mantra, 3 ni nobeden. Je, pa 2 se ne da, pa tako naprej. Ampak 3 ni nobeden, ja, to sa... No, ampak ja, ustrajati na tretjem, ne. Se predstavljaš to popolnost, da si vedno na tretjem piru. Na polovici tretjega pira. Tu nisi več žejen in je super fajn. To je to. Iva ima eno vprašanje zadnji. Iva, živijo. Čist mimo grede, na kateri točki je štorija z Wernerjem? Z Wernerjem? Ja, jaz sem ostala tam, kjer se ti ni odzival na klice. Ja, Werner je očitno tako, ne vem, malo nekredibilen. Ja, mislim, takrat se je on ustil, da to ful neki koncertira in da je kralj ljudskih src in da posod neke trume ljudi v te dvorane privablja. In jaz sem takrat dejansko želel neko odpravo organizirati latrinsko, da bi mi to šli pogledati. S fani, mislim, da je celo, a si ti Roni zmagoval? Ti si, kako je bil že titula imaš? Tak gospodar latrine, neki tazga. Ja, tako da Roni je gospodar latrine. Čestitke, Roni. Da bi šli mi to pogledati k Wernerju. In potem se mi je tip kar neki, se mi ni javljal na telefone, pa želel sem zvedeti te koncertne datume silne. Tudi pripravljeni smo bili en tak minibus pa v Nemčijo, kjer bojda full kariero rola, pa tudi tam ni bilo nič, ne, tega promotorja za ta nemški 80-milijonski trg mi ni ratal najti, ne. Škoda. Ima pa ful lep kamin. A ste videli kamin od Wernerja? Ne. Jaz sem ga. Kje si bil na obisku? Ja, gledam jaz neko fotko, model sedi tako zraven kamina, ful lep ogenček, pa jaz gledam, kako je on tako blizu ognja, pa se ne prežge, ne, in potem pogledamo v bistvu LCD kamin. In gor piše Welcome home. Ja, Werner je prenavljal stanovanje zdaj 2 leti, ne. In je tako, per parte so objavljal fotke, ne. Nima pa knjižnih polic. Nima, ja, veš, kaj pravijo, ne. Ja, na Facebooku. Ja, vem, ker jih pol te fotke posredujejo tisti moji sajti, kjer jaz naberam to. A ja, se imaš na sumu, da imam... Ne, imam pa dejansko, zato mi moš pa ti predlagati, ne, kako bi en fake račun na Facebooku odprl, da bi jaz lahko... Da bi... Ja. Lahko si Mihi, ne Miha, pa namo vedel. A se da to? Valjda. Bovo. Doma še kaj, dajmo ga malo. Zdaj smo na kreativni Morikcu, ne, motiviramo se tako in prišli smo, da je treba nič delati, pa biti na tretjem piru, tako da v bistvu je to kar dobro. Ja. Kakšno vprašanje? Res? Vse vas ne bo, ali boš prijal, zdaj si se sprostil, zdaj si že skoraj, zdaj že bolj nevaren. Se gremo pol na notranji pir, pa lahko kdo še kaj vpraša. Ja, lega. Mene pa ta zgodba v bistvu s Savino Ataj ful zanima, ne. V bistvu jaz mislim, da ni čisto, kar da bi jo ti. Ti bi se ful dobro z njo lahko razumel, zaradi tega, ker v bistvu imata neke skupne točke. Po mojem bi se lahko pogovarjala o smutih, pa o vseh teh čakrah, pa tako naprej. Dej, kaj o tem povej, no, prosim. A o čem bi se z njo pogovarjal? Ja, v bistvu v skupnih točkah, ki jih imata. Kaj ješ zjutraj? A kaj jem zjutraj? Ne, veste, ne, v bistvu vsak, malo si vedno žrtev svoje partnerke, ne, to je treba vedeti, ne. Ampak, tako da ja, če ne bi bilo moje, ne, bi jaz najbrž ne bi nič jedel, ne, pa bi pa kakšen sendvič ali kaj takega, ne, tako da ona me pa, ja, malo s tem posil, s kakšnimi to, tale, kaj je že, čija semena, pa to. Moram, ne. Pa še eno vprašanje, glede na to, da imaš proti tem karticam pa tako naprej, neki, koliko jih imaš dejansko v denarnic? Teh lojalnostnih pa tako naprej. Ja, ok, sorry. Smisel, da imaš tudi to. Ne, nimam, to mi je pa...
Jaz, evo, v Mercator ne hodim, razen če je full, da je recimo piknik, pa je treba iti po, da ni drugega, ne. Se izogibam, ker jim ne odpustim tega, da moram jaz, ki zavestno plačujem polno ceno, tam čakati tune mešetarje, ja pa dajte mi dobrovi z klemi dol potegnite, to mi pišite, tam ima pa eno moko za načrtno kodo. Še kdo? Potem lahko počasi zaključimo? Dajmo. Okay. Miha, hvala. Ja, najlepša hvala, no mene veseli, imam kar tremo, ne, ker je bila tako taka številčna publika, si nisem predstavljal, da je to tak format obilen, tako da hvala, ker ste me prenašali. Ostani črn. Bom. Evo, tako je sam rekel, hvala vsem še enkrat Mihi, ki si vletel, hvala Živa, ki si se potrudila, hvala, da smo to snemali v živo, pa da je Mogada poskrbila, da imam jaz mikrofon, ki dela. En je tole po fotku, pa je že, glej ga. Delo je še vedno naš sponzor, vidimo se 14.2. celo vem datum, tokrat smo se že potrudili naprej. Sorry, vidiš, še to ne vem. V glavnem vidimo se naslednji mesec. Tako da hvala lepa, ko ste vsi prišli, zdaj bomo pa naredili tisto, čisto vedno, ki je tako fajn, pa ki je januar, pa jaz še vedno nosim novoletna darila, tako da zdaj boste vsi vstali, tako lepo, no dajmo vstati, tako, ja, tako. In zdaj se obrnete proti nekomu, ki ga ne poznate, pa mu voščite srečno novo leto, ajde. Thank you.